Lepo pozdravljeni v današnji epizodi jesensko obarvanih podcastov. Danes odpiramo temo, ki zadeva skoraj vsakega šolarja, starša in učitelja. Šolsko prehrano namreč. Hrana v šolah ni samo malica ali kosilo, temveč pomemben del vsakdana, ki vpliva na zdravje, učenje in dobro počutje otrok. Kako lahko zagotovimo, da je šolska prehrana uravnotežena, okusna in hkrati vzgojna? Kje so izzivi in kaj že deluje dobro? V naslednjih minutah bomo skupaj raziskali, zakaj je šolska prehrana veliko več kot le krožnik hrane. Je naložba v prihodnost naših otrok. O tem bova govorila z Matejem Gregoričem z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, kako pomembno je, da imamo v Sloveniji zagotovljeno prehrano v šolah in tudi v vrtcih? Ja, zelo. Če pogledamo tako čisto praktično, je to eden tistih delov sistema, ki ga večina jemljemo tako malo za samoumevnega. V resnici pa je zelo pomemben. Saj ni tako en bombonček ali pa neka dodatna storitev, ki jo šola izvaja za zraven, ampak je v bistvu del vzgojno-izobraževalnega sistema. Zdaj, kar nas mogoče pomembno ločuje od drugih držav, je predvsem to, da imamo v Sloveniji šolsko prehrano, organizirano prehrano uzakonjeno in pa tudi podkrepljeno s smernicami. Torej, to ni neka prostovoljna storitev, ampak je pravzaprav obveznost šole. Zdaj, tako šola in pa vrtec sta dolžna vsak dan seveda poskrbeti za to, da vsak otrok, vsak učenec in pa vsak dijak prejme, torej ne glede na njihovo socialno ozadje, vsak dan deležen te organizirane prehrane. To je velika stvar, ker vemo, da prehrana ni samo neka energija za naše vsakodnevne aktivnosti, ampak je v bistvu osnova za učenje, za koncentracijo, miselne procese. Če otrok torej pride recimo v šolo tešče, ne da bi potem prejel kakšen obrok, bo seveda zelo težko sledil pouku, česa se pa moramo seveda zelo zavedati. Ne vem pa, če se mogoče tega zavedajo starši, kako pomembno, da je skrb za prehrano pravzaprav prevzame šola, ker to podpira pravzaprav njihovo polno zaposlovanje, še posebej ženske, ki jim s tem omogočajo, ta storitev omogoča nekako praven stop tudi na trg dela. Tako je šolska prehrana, če se ne motim, tudi v Sloveniji postala del sistema, ne? Kako se je pravzaprav to začelo, če nam malo razložite? Ker recimo v nekatere druge države, ko gledamo, ni tako samoumevno, da imajo v vrtcih in v šolah prehrano. Ja, res je. To nam mnoge države v bistvu tudi smo zgled mnogim državam. Zdaj, ta sistem seveda se ni vzpostavil čez noč, začelo se je to že več kot 100 let nazaj, tam konec 19. stoletja so se pri nas obstale tako imenovane dobrodelne kuhinje, kjer so, premožneži ali pa recimo donirali sredstva ali pa hrano za te socialno pa zdravstveno šibkejše otroke. Potem v 20 letih prejšnjega stoletja so oblikovali te tako imenovane prve mlečne kuhinje. Tam po drugi svetovni vojni se je v bistvu ta proces začel odvijati bolj urejeno in sistematično, najprej sicer v mestih, potem so bilo to deležne tudi šole na podeželju. Potem kasneje, tam nekje v 60 letih prejšnjega stoletja, pa je šolska prehrana dobila tudi podlago v zakonodaji in se v resnici integrirala v ta šolski sistem. Tako da danes imamo napreden zakon o šolski prehrani, imamo lastne kuhinje, imamo strokovni kader, ki načrtuje, izvaja to prehrano, imamo smernice, po katerih se morajo šole in vrtci tudi obvezno ravnati. In kar ste omenili primerjavo s tujino, v nekaterih državah je to še vedno stvar neke prostovoljne odločitve ali pa omejeno samo na te najbolj ranljive skupine otrok. Učenci morajo recimo, sabo prinesti hrano v doma, tako na te lunchboxe, ali pa, v ta sistem vstopajo zasebniki, ker pa seveda ni nekega zagotovila, da so obroki seveda ustrezni. Tam pa prevladuje lahko nek ekonomski interes, pa hrana, ki je bolj po želji otroka. No, pri nas je pa to seveda standard, in to res govori v prid temu, lahko rečemo, širšemu razumevanju šole, kjer ne gre res samo tako za učenje, učilnice, ampak za ta širši vzgojno-zdravstveni in socialni
moment, kjer se prepletata zdravstvo, šolstvo, sociala in pa kmetijstvo. Tako da bi lahko rekli, da je v bistvu šolska prehrana neke vrste taka kolektivni družbeni ukrep, ki ima res številne multiplikativne učinke. A pa otroci v šolah, v vrtcih jejo kakovostno? A je kakšna razlika recimo med kakovostjo obrokov v vrtcih in pa šolah? Ja, bi rekel, da splošno je slika dobra. Je pa še vedno kar nekaj prostora tudi za izboljšave. Zdaj, če vzamemo kot osnovo te najnovejše prehranske smernice iz leta 2024, ki zelo jasno postavljajo prehranske pa trajnostne standarde glede sestave šolskih obrokov. Zdaj, podatki, ki jih imamo na voljo, kaže, da se vse bolj vključuje, pa pretežno zelo dobro vključuje praktično vse obroke, sadje pa zelenjava. Prav tako so razne te sladke pijače, napitki, nekako povsem izpodrinjeni, zdaj v glavnem prevladuje voda, pa nesladkani napitki. Zdaj, to je seveda taka zelo dobra statistika, po drugi strani pa so seveda kakšne stročnice, pa kakšne polnozrnate izbire, kaše, mogoče na menijih še vse malo preredko. Zdaj, ko ste vprašali še razliko med vrtci pa šolami, zdaj, razlika je mogoče v tem, da so v vrtcih bolj mehki, rečemo, pa fleksibilni, otroci imajo nekako več stika z vzgojiteljicami, obroki so bolj podvrženi nekemu ritualu, imajo več časa, po drugi strani tudi mogoče lažje uvajajo neke novosti, neke nove zdrave jedi, ker otroci še niso toliko obremenjeni z nekimi socialnimi pritiski, vplivom trženja, medijev in tako naprej. Posledično seveda potem tudi lažje sledijo tem usmeritvam. Medtem ko v šolah pa je že nekako malo težje usklajevati med željami pa temi smernicami, ker otroci postanejo že nekoliko bolj izbirčnejši, logistika je že malo bolj zahtevna, več otrok, več menijev, manj nadzora je nad tem, kaj pojejo, kaj ne, tako da tam je mogoče pa že malo težje iskati ta kompromis. Torej, otroci v vrtcih jejo bolj raznovrstno, ker v bistvu nimajo teh, niso oziroma so lažje vodljivi v tem smislu, lažje sprejemajo določeno hrano. Ampak ti otroci grejo potem, ki jim lahko privzgojimo takšen okus, grejo potem v šolo in potem v šoli nehajo to jesti ali kako? Ja, to je svojevrsten izziv. Zdaj, vrtčevski otroci so še zelo dovzetni za neka priporočila ali pa zelo vlečejo zgledi tudi, zlasti odraslih. Več je tudi ta kurikul v vrtcih je bolj ohlapen, skratka dopušča več možnosti, da se o hrani pogovarjajo, da jo tudi mogoče z vsemi čutili nekako spoznavajo in je predvsem priložnost za uvajanje novih jedi, ker je prav v tem obdobju, predšolskem obdobju priložnost za to, da se otrokom ponudi čim več različnih tekstur, okusov, vonja in tako naprej, da spoznajo najbolj raznoliko prehrano. V šolah se pa že mogoče potem čuti, mogoče res, kot sem prej že omenil, nekoliko te pritiski, ki jih determinira naše okolje, debelnilno okolje rečemo, ki spodbuja v glavnem nezdrave izbire, skozi številne trženjske prijeme, pri katerih so otroci pogosto ciljna publika. In tam je potem pa seveda že mnogo težje, zlasti pri najstnikih, ki tudi skozi svojo iskanjem identitete in tako naprej, uporništvom tudi pogosto dosežejo v bistvu svoje, besilijo svoje. Koliko pa naj se šole prilagajajo željam oziroma okusu otrok glede hrane? Kako najti torej ravnovesje med spodbujanjem zdravih prehranskih navad in tem, da se ne zavrže preveč hrane? Ja, ko sem že malo nakazal, je to v resnici tako vprašanje, ali naj otrokom damo to, kar imajo res radi, ali naj jih tako v navednicah silimo v nekaj bolj zdravega, ampak tvegamo seveda več nekih ostankov. Ja, tako kot ste sama nakazala, jaz bi rekel, da je treba najti neko ravnovesje. Ni smiselno kuhati zdaj samo po okusu otroka, ker
potem končamo pri testeninah pa kečapu. Ampak tudi po drugi strani ni smisla ustrajati pri nekih zelo zdravih krožnikih, ki pa se potem znajdejo v smeteh. Zdaj, kakšna je rešitev? Zelo dobrodošle so razna vključevanja, recimo otrok v same priprave obrokov ali pa samo načrtovanje jedilnikov, potem razne debatne delavnice, kuharske delavnice, šolski vrtovi. Pač vse, kar je podprto z nekimi praktičnimi izkušnjami in rešitvami. Zdaj, znano je, da če otroci participirajo recimo pri pripravi obroka, potem ga tudi nekako lažje sprejmejo. Tudi ni recimo dovolj samo, da otroku damo neko priporočilo o zdravi prehrani, ampak je zelo, zelo pomembno, da ga tudi utemeljimo. Ker te zelo utemeljene, bom rekel, pojasnjene priporočile potem mnogo lažje sprejemati. Zdaj, recimo, pomaga pa tudi, recimo, da daš otrokom možnost malo izbire, da izbereš recimo 2 tipa prilog, 2 tipa solat. Pomembno pa seveda se mi zdi pa tudi, kar pa pogosto tudi starši delamo napako, da prehitro obupamo. Se pravi, z neko zdravo jedjo, ne reči, se jo neš pa odklanja, ampak je treba ustrajati. Tudi po 5-krat zapored recimo ponudi, da bo otrok mogoče sprejel. Pa še ena zanimiva stvar, ki ste omenili završke, tudi spremljanje završkov recimo je zelo poučno. Nekatere šole to že delajo, recimo merijo, pa to tekmujejo, koliko hrane kdo zavrže, ali pa kakšna skupina, ali pa razred, tako da malo tekmujejo, ali pa organizirajo celo kakšen dan brez završkov. Tudi to recimo daje take zelo dobre pozitivne rezultate. A bi lahko primerjali recimo tisto hrano, ki smo jo mi v šoli jedli recimo pa da ne bom preveč razkrila, koliko sem stara, ampak pred desetletji in pa danes, a smo mi boljše jedli ali danes boljše jejo, bolj kakovostno? Ker jaz se spomnim, recimo, ko sem bila v vrtcu, smo enkrat na mesec imeli vampe kuhane. Jaz sem prepričana, da je 90% tistih vampov šlo pač stran. Danes pa, ko gledam prehrano svoje hčere v šoli, pa najdemo tudi kakšne zelo sladke namaze oziroma sladke in mastne hkrati. Ja, zdaj zagotovo se je verjetno prehrana precej spremenila v desetletjih, že zaradi tega, ker šole seveda niso tam nek osamljen otok, nekje, kjer ni vpet v okolje in v neka družbene prehranske trende. Tako da že v tem kontekstu je prehrana taka dinamična komponenta, ki se seveda z leti spreminja, tako da šole, vrtci zagotovo temu sledijo. Je pa res, da so spoznanja o prehrani napredujejo, da naše znanje in vedenje se širi, poglablja, skušamo to vedno bolj razumeti in globje razumeti in tudi pojasnjevati, tako da vse to se potem odraža tudi v teh smernicah, tako da še same smernice napram prejšnjih, pa pred več desetletij nazaj so se zagotovo v tej smeri spremenile. Kot sem prej že omenil, zdaj gremo predvsem v smeri bolj trajnostnih izbir, kjer vemo, da ne zasledujemo samo komponento zdravja ali pa prehranske ustreznosti, ampak iščemo tudi neko bolj okoljsko sprejemljivo izbiro, ki se znajde na krožniku. Kje so pa možnosti za izboljšave pri šolski prehrani? Ja, možnosti je zagotovo kar nekaj. Jaz vidim mogoče tako ogrobam, pa da bova kratka, 3 taka področja, velika področja. Zdaj, eno je predvsem, da, tako kot sva že omenila, neko postopno pa vztrajno spodbujanje več teh trajnostnih izbir na krožniku. To je eno področje, skratka, s tem se treba nekako sistematično lotiti in to počasi, postopno, to ne gre danes, ne jutri, ker naše navade se spreminjajo skozi daljše obdobje, da se tudi privajamo na drugačno vrsto hrane. Drugo tako področje je mogoče javno naročanje. Se bo če premaj zavedam, kako močno orodje je to, ki lahko bistveno prispeva k preoblikovanju celotnega prehranskega sistema. Vi morate razumeti, da tudi 700,000 obrokov dnevno postrežemo, da kakšna močna ekonomska komponenta je to tudi neposredno za lokalne dobavitelje. Tako da to lahko močno prispeva k preoblikovanju tega sistema, zmanjša tudi neko odvisnost od te globalne industrijske prehrane in seveda
prispeva k krepitvi teh tako imenovanih kratkih verig med šolami in lokalnimi dobavitelji. Ne. Tako da je treba ta sistem narediti bolj enostaven, digitalno podprt in pa na tak način, da bo vključeval čim več teh lokalnih dobaviteljev. Ne. Tretja komponenta bi bila pa dimenzija, pa ta vzgojno-izobraževalna. Otroci se morajo naučiti, zakaj je neka hrana boljša izbira, ne le zato, ker jim je nekdo prepovedal nekaj drugega. Ne. Tu igrajo veliko vlogo, mogoče te že dobro utečeni in poznani te medresorski projekti. En je ta šolska shema, kjer dobijo brezplačno sadje, zelenjavo, pa mlečne proizvode in s tem povezano tudi veliko spremljevalnih aktivnosti ali pa tradicionalni slovenski zajtrk, je recimo tudi en takih uspešnih projektov, ki podpira zavedanje o pomenu kmetijstva in zdravja. Tako da dolgoročno se želimo več teh vsebin na temo prehrane in trajnosti, ki pa seveda morajo izvajati bolj sistematično, če želimo seveda nekako tudi povečati to prehransko pismenost. Nekatere šole imajo zelo različne možnosti jedilnikov, recimo brez mesa, brez svinjine, pa veganske jedilnike. Kakšen je vaš pogled na to? Ja, to je pa tema, ki je bila pred sprejemom smernic dvignila kar nekaj prahu, če tako se izrazim. Zdaj, pravna osnova je dokaj jasna, skratka šole morajo po smernicah, ki so seveda za šole zavezujoče, zagotoviti uravnotežene pestre mešane obroke, ki so seveda kulturno sprejemljivi, in pa dietne obroke, če so seveda predpisani predpisani zdravniškim potrdilom. To je tudi medicinsko gledano neka obveznost. Zdaj, ko pa gre za neke, kot ste omenili, neke verske, etične razloge, zdaj nihče tega izrecno ne zahteva pa prepoveduje. Nekatere šole, kljub vsemu se prilagajajo tem trendom ali pa omogočajo take izbire. Tako kot ste rekli, da ne ponujajo obrokov brez svinjine ali pa ponujajo neke vegetarijanske menije, druge pa ne. Zdaj, tukaj je zagotovo veliko prostora za nek dialog, ki se mora verjetno še vzpostaviti na ravni države in pa stroke, zlasti, če želimo doseči enak standard za vse, predvsem mora biti to vodilo. Zdaj, če mene vprašate, moje osebno mnenje bi bilo, da je seveda nujno najprej zagotoviti treba, da so te osnovni obroki, te pestre mešane prehrane zdravi, uravnoteženi, skratka v skladu z temi smernicami. Ko je to izpolnjeno, seveda je treba nujno poskrbeti za prav vse medicinsko indicirane diete in šele na to se lahko potem mogoče pogovarjamo o neki dodatni možnosti, recimo nekih brezmesnih obrokov, ki pa seveda morajo prav tako dosegati te strokovne okvirje, kar se tiče sestave teh obrokov. Dotakniva se še zajtrka. Veliko otrok, seveda pa tudi odraslih, izpušča zajtrk. Nekateri moderno ime za to je intermediate fasting, torej to postenje v določenem delu dneva, ampak v bistvu gre pa pogosto samo za izpuščanje obrokov. Kako pomemben je zajtrk za naše telo, za telo otrok? Ne samo za telo, tudi za miselne in umske sposobnosti. Zajtrk, tako bi rekel, večno vprašanje pa dilema. Zdaj, vsako izpuščanje obrokov je v bistvu neke vrste presnovni stres. Skratka, najbolj ugodno je seveda, če imamo neke redne obroke z nekim nepredolgimi prekinitvami, tako da je zagotovljen ta stalni dotok energije, hranil, ki jih telo potrebuje za svoje funkcioniranje. Tako da zdaj seveda, če vidimo raziskave, kažejo zelo jasno, da ni noben problem, če kdaj seveda zajtrk spustimo, to se nam vsem zgodi, ampak dolgoročno seveda pa se kažejo zelo pomembne razlike. Zdaj, če otrok pride v šolo ali pa nek delavec, ki dela neka težka fizična dela,
pride na delo ali pa v šolo otrok brez zajtrka, seveda je neki po tej postabsorptivni fazi, seveda je potreben nek zagon za telo in seveda je to neka nižja raven energije, zagotovo slabše razpoloženje, slabša pozornost, koncentracija, tudi storilnost, na zadnje poslabšanje. Zato je tudi pomembno, da se tudi delodajalci zavedajo tega, da je imeti dobro preskrbljene svoje zaposlene, če želijo imeti seveda višjo storilnost. Zdaj pa redno trkovanje seveda posledično izboljša spomin, tudi sposobnost učenja, tudi zlasti pri mlajših otrocih. Jaz mislim, da bi se to mogli predvsem zavedati vsi starši in pa tudi učitelji. Zakaj ste omenili starše? Ker prav je, da otroci bi doma zatrkovali. Mislim, da je tam tisti, ki nimajo te možnosti, če se vozijo daleč, je seveda šola tisti, ki poskrbi, ampak seveda je v prvi vrsti družina tista, kjer se zjutraj usede in poje zajtrk. Seveda pa se pa tudi študije kaže, da tisti, ki redno zatrkujejo, izboljšajo svoj prehranski profil, kar se tiče oskrbe z različnimi hranili, ki nam jih sicer lahko pogosto primanjkujejo v prehrani. Seveda pa zajtrk ni nujno, da je to nek velik dogodek, glede na to, da nas večina nima ne vem kakšne blazne potrebe, je že dovolj ena taka preprosta kombinacija kakšnih polnozrnatih kosmičev, pa mleko, jogurta, pa kakšen kos sadja še zraven, to čist primerno obrok, se pravi, niso potrebni taki prav veliki obroki. Dobro, hvala za odgovore in hvala vsem, ki ste naju poslušali. Lep pozdrav. Ja, hvala enako.